Hvaležno pozdravljeni, dobrodošli. Verjamem, da ste danes že imeli zajtrk, da ste zajtrkovali. Če pa niste, naj vam povem, da jih je kar nekaj takšnih, ki ne zajtrkujejo. Zato se pa potem le pohvalijo tisti, ki zajtrkujejo, ampak poglejmo, kakšni so ponavadi naši zajtrki. Ja, marmelada pa kruh, standardna zadeva, mogoče kakšen rogljiček zjutraj in pa takle toastek, ki si hitro naredimo v parih minutah, in klasika od vseh klasik, kosmiči. Ja, zdaj, ne vem, jaz sem enkrat si vzela čas, pa sem v trgovini se usedla na tla, ja, dobesedno, in sem pogledala vse kosmiče in sem gotovila, da je to res en konkreten zalogaj cukra predvsem. In danes bomo govorili o zajtrkih. Simon Godina je tudi pripravila brezplačno elektronsko knjižico o zajtrkih, takšnih, ki dejansko podprejo naše telo, tako da boste tudi o tem lahko kaj več zvedeli. Dejansko 10 zajtrkov za hormone in tudi ščitnico od Simon Godina. In kakšen zajtrk je pravi zajtrk? Kaj je tisto, da lahko rečemo, aha, pojedli smo nekaj, kar smo resnično potrebovali, kar je naše telo resnično dojelo kot podporo. Simon? Ja, kar naprej, evo, pridi. Tole mizo si danes že prej vskočila, da jo čudovito pripraviš. Sej veš, da ti si res en tak neverjeten food stilista, ne? Stilist hrane. In mislim, da tudi oni, ki ne jejo zajtrka, če bi tole videli vse pripravljen, vsak bi se prijavil. Ja, no, sej, ko greš takole kam na pot, pa pol imaš tamle vse zloženo, te samo postrežne, je kar ena izbira. Čeprav jaz vidim, da ljudje kar malo napačno zbirajo, no. Jaz sem bila zdaj levo, čez vikend sem bila, mene pošička je bila goveja ta prava juhca zjutraj, meni je to pasalo, sem rekla, danes pa ne bom kavo, bom pa to. A res? Ja, in mi je prav fino pasalo. Jaz sem rabila leta in leta, da v teh hotelskih zajtrkih nisem pretiravala, ne? Pa eni si palačinke pripravijo, pa vse take zadeve, pa kosmiče. Kaj si ti misliš o takih zajtrkih, ki smo jih videli na začetku? Pa marmelada, pa rogljički, pa kosmiči, pa te zadeve. Predvsem je preveč alergenov, ne? In preveč sladkorja, tako da s takim zajtrkom si mi v bistvu zelo uničimo, odnosno oslabimo imunski sistem. Tako da že ena žlička sladkorja je za 2 ure onesposobljen naš imunski sistem. Potem je pa še rogljički, pa kruhki, pa toastki, je pa še pol glutena, ne. Spet se mora naše telo ukvarjati z alergenom. Zdaj, če so pa še neki kosmiči z jogurtom, je pa pol tukaj še kazein, spet dodaten alergen, ne. In naše telo se mora ukvarjati z samimi alergeni, na katere tvori v bistvu antitelesa, ker jih hoče izločiti, ne. Pol se pa okrog začnejo sprehajati kakšni gripa virusi in naše telo ni zmožno to obvladati. In seveda se prej parkira na nas. Če pa bi pojedli takole barvito, z vsemi fitohranili, z zdravimi maščobami, z proteini, se pa brez alergenov, brez glutena, brez tega težko prebavljivega tudi kazeina, saj ni laktoza tak problem, problem je pa proteina v mleku, pa v jogurtih kazein. Brez vsega tega je pa telo nahranjeno, ker so barve, ker so vlaknine, ker je tudi drugačna energija, ker sladkor je hitra energija. Hop, imamo energijo, ampak potem je dum, pa tudi tisti padec. Kaj mi ti zdaj hočeš povedati, da če mislimo zjutraj jesti rogljičke, pa toastke, pa kosmiče, pa take zadeve, je boljše, da ne zajtrkujemo? Čez 1 uro bomo spet rabili nov šus energije, ker naše telo dostakrat, ko jaz tako kot strankami delam, pa gremo na te zajtrke, pa jaz ne moram to zjutraj jesti, recimo, ko imamo zelenjavo z jajčkom, saj si lahko tudi vegansko varianto se naredi, pa je brez jajčka ali pa ribice, ali pa pač evo, to je pa tako ena taka, mogoče malo nadomestek za kosmiče, so mleta lanena semena so v bistvu, lahko se pokombinira tudi s kakšnimi sončičnimi in naribana jabolka. Potem dam pa gor še malo tega pomarančnega olivnega olja, to je prav stiskano skupaj z pomarančico. Pomarančno olivno olje. To se skupaj stiska s pomarančami, lahko tudi limonino in to
potem tudi da eno pravilno energijo in antioksidante in vse skupaj. Lahko si pa takole naredimo za seboj, a ne? Tako da zajtrk, a ne, si prej rekla, da velikih ne zatrkuje. Zdaj odvisno, kdaj vstanemo, pa kdaj moramo iti naprej, a ne? Tako, pač toast je kaj, 2 minuti, gor malo namažeš, pa greš, oziroma kakšni rečejo, ne, sem spet zamudil, pa se tamle ustavi, pa si vzame 2 rogljička, s tem dejansko boljš, da sploh ne bi. Ja, tole se že lahko zvečer pripravi, ne? Ja. Pa se da magar zaprto v hladilnik, pa zdaj lahko že zjutraj pojemo, ali pa zjutraj samo kakšen top čaj. Se pravi, to so mleta lanena semena. Ja, namočena. V kaj? Da se lahko čaj, lahko karkoli. Voda, mleko, čaj, rastlinsko. Lahko, karkoli. Ne? In to se potem po noč se začnejo imeti sestavine rade. Predvidevam, da lahko uporabiš tudi kakšen cimet. Cimet sem dala, noci diši. Cimet ali z jabolkom, tako da lahko je kakšno konopljino olje, malo kombinirano, to se lahko že prej pripravi. To, da tisti, ki zelo zgodaj vstajajo, ne, res zjutraj ne moreš jesti nekega ribega namaza, recimo, ne, z zelišči in podobno, ne. Tako da to je lahko ali kot prvi obrok, ali pa kot malica. Tako da ni nujno, da je zajtrk zdaj prav 5 zjutraj, če vstajamo, lahko spijemo top čaj, lahko samo vodo s kakšnim kisom, recimo, ne, ali pa voda z limono. Tudi to, lahko kakšna topla juhca, top čaj, kavica z ghee maslom, jaz to spijem zjutraj, jaz ne jem zajtrka. Recimo, jaz delam ta intermitentni post, tako da do kosila ni v bistvu hrane, včasih pa tako, odvisno, koliko sem se naspala, če sem manj spala, pol že ob 10, 11 sem že lačna. Recimo, ne, ta intermitentni post, odnosno vmesni post, pomeni, da mi ta nočni post, ki se telo pač razstruplja, odnosno se upočasni ta metabolizem, ker po noči ne bi mi zdaj jedli, ker se tudi metabolizem upočasni, da se telo ne ukvarja s hrano, se v bistvu podaljša. Zdaj, da je to, ne vem, lahko je 15 ur, lahko je 18 ur, odvisno koliko zdržimo, pa tudi ni nujno vsak dan. In takrat, ko mi ne jemo, tam do kosila, telo je prisiljeno neke odpadne snovi, odnosno nekaj najdeti po telesu. Če ga pa mi skozi hranimo vsake 2 ure, pa se nima kdaj bo kaj porabljalo. In pol pričakujemo, da bomo mi hujšali. Pojedli smo zjutraj tiste kosmiče, čez 2 uri smo mi spet lačni, spet dum, spet nov anšpric sladkorja rabimo, zato da nas spet gor drži in samo takole nihamo hormončke. In posledično še upočasnjujemo ščitnico in kar je kortizol, inzulin, se tle nabira. In če bomo mi skozi inzulin našponan, da je skozi na eni višini, ker ga moramo vsake 2 ure držati, da ne pade, da nam ni slabo, da nimamo želje po sladkem, tudi ni porabe kalorij. Ker kada sta kortizol pa inzulin v akciji, se ščitnica zniža, ščitnica je pa odgovorna za porabo kalorij in pa se sam tle nabira. Tako da to, kar se tle nabira, je preveč sladkorja v bistvu, preveč škroba, kruha, testenin, vsega tega, to je to. In mi si že z zajtrkom pokvarimo že večerno spanje, zato ker si toliko nihamo ta... Dejansko si lahko z zajtrkom že večerno spanje pokvariš. Ja, in ta zajtrk je sladek, lahko dostikrat že šele pri drugem obroku čutimo tisti padec energije, tisti, ki smo po kosilu utrujeni. Pride za nami. Ne zaradi kosila, ampak zaradi tistega prvega obroka, ker smo zmotili mi naš bioritem kortizola, inzulina in naših hormonov. No, da popravimo vso to nastalo zmedo v naši glavi in tudi znanjem, si pripravila 10 zajtrkov, knjižico 10 zajtrkov, zdravih zajtrkov oziroma dopoldanskih malic, kakorkoli bi človek uporabil. A je kakšna tudi zame od teh zajtrkov? Tole bi bilo lahko. Tole bi bilo lahko? Skutko ti ne boš. Skutko ne bom. Zdaj, jaz sem danes pripravila tole omletko z različnimi zelenjavicami. Se pravi, zelenjava za zajtrk da? Ja, zdaj tisti, ki ne morejo 5 zjutraj, sem rekla, lahko nekaj spijejo toplega, pa je potem to lahko kot neka dopoldanska malica malo kasneje. Ja, od 7 do 9 je debelo črevo, ne? No, da se tudi držimo enega bioritma našega črevesja in da mi moramo tudi sprazniti črevesje, preden gremo na naslednji obrok. Se pravi, zjutraj najprej kakati? Tukaj sem dala različno zelenjavo, lahko je to radič, taka razstrupljevalna, dala sem malo regrada, dala sem tudi malo blitve, malo rdeče čebulce, malo mlade čebulce, pač kar imamo. Jaz imam to recimo že kar zmrzneno, že narezano zmrzneno, tudi blitvo je lahko že poparjena, zmrznena, sam vržete, lahko zalijete z jajčkom, če boste pa vegansko varianto, tako da jaz načeloma, zdaj te zajtrke nimam prirejeno za vegane, drugače pa to moja super prehrana, ta moj program pa imam.
vse te veganske opcije, pač brez teh umetnih nadomestkov. Tukaj lahko kakšno mokco, recimo, se zmeša z vodo tole grahovo, pa se zalije, pa je glitko umleta, ali kakšne konopljine proteine, ali pa pride zelo lepo umletka. Tako da, ali pa sam zelenjava malo popečena. Tole je kisokruh, če že, pol je bolj fajn, da je kisokruh, ta tradicionalna metoda. Kisokruh? Ja, iz kislega testa, ne? Ali pa kakšen pampernikala, ne? To je ta fermentirano to testo, ne? Ta, ki malo stoji, ki se to pol fermentira in je potem lažje prebavljivo, ni pa brez glutena. Aha, razumem. Tako da se pravi, je pa lažje prebavljivo. Jajca so še vedno boljša varianta, kot gre kosmiči. Lahko bi bila tudi kakšna, zdaj za tiste, ki rabijo malo močno, je lahko tudi kakšen pancetek ali kakšen špehec, kakšen košček, recimo, če si želijo fantje malo izboljšati okusa, ne, ni nič narobe. Sam pol rajš ne kruha, ker kruh tako, telo bo najprej kruh porabljal, vse ostalo pa ne bo, ne, tako da si treba malo telo tudi navaditi, da porabi proteine, maščobe in vlaknine. To je pravi zajtrk, ne sladkor. Ne sladkor. To mora biti zjutraj. Nas pa nekako tako nas učijo, da pač moramo mi ogljikove hidrate zjutraj, da bomo čez dan porabili. Napaka. Z hormonskega vidika je to napaka. Tako da itak tega že pol nam spet čez 2 ure pade, spet novo in si to pokvarimo. Se pravi, za zajtrk ne cukra, ne cukra, ne cukra, za zajtrk ne cukra. Evo, da smo si zapomnili, ker ti kosmiči, jaz sem šla gledati deklaracije, to so sami ogljikovi hidrati, to je sam cukr. Ja, pa tudi, če piše gor neki ala fitness ali pa ne vem karkoli, to je sam marketing, dejansko sam sladkor cukr. je, potem je ponavadi preveč glutena, tega alergena, da se pol telo mora še s tem ukvarjati in ni to najboljše. In te vlaknine, ki so notri iz žit, itak blokirajo absorpcijo ostalih vitaminov. Tako da se vedno v te kosmiče dodajajo vitamini. Tukaj le vidim ene lepe v papriki, ladice v papriki, veliko torej zelenja in tudi juhco bi že lahko jedli za zajtrk. Ja, jaz dostikrat recimo tudi pojem juhco, pa si dam notri kakšne mleta semena ali pa mleta lanena, recimo, da malo pride bolj gosta, je tudi tako paše. Zdaj, tudi odvisno, kakšen imamo mi življenjski slog, ali bo šel nekdo delati, moški, ki bojo, ne vem, dela neka fizična dela, ali pa nekdo, ki bo sedel sam v pisarni z računalnikom pa delal. Kaj pa je tole? Tole je ribjina mast. Tole so sardelce iz konzerve, sprštane z limonco, z malo limoninega olivnega olja, ki se stiska skupaj z limono. Res, zdaj, da to še pomoham. Z limono se skupaj stiska. To gre v torkljo, tam, kjer delajo olivno olje skupaj notri. Ne, da se dodaja limona, ampak prav z biolimonami gre to skupaj. Potem malo zelišč, malo zelišč. Lahko je, meni fajn paše tudi melisa. Melisa zelo lepo paše, ker je taka limonasta malo. In to je namaz, ki se lahko tudi, evo, takole brez kruha poječe, pa si ga tudi lahko na kakšen kruhek mogoče namažete, sam je bolj ščenino. Jaz nisem toliko pristaš kruha, nekaj pa me vprašajo, kam naj si pa namažem? Ja, takole, evo, pa žlička, pa jemo. Ja, tako da ni potrebno si nekaj namazati. Ampak veš, kaj mi pa, tle nekaj mi pa ne gre čez. Kje pa je sadje? Sadje po 3. popoldanski uri ni več fajn, da jemo? Ja, zdaj tako je, no. Zdaj mi, ki se s hormoni ukvarjamo, sej lahko sadje si date kakšne kašice, tlele je sadje notri, tisto pač, kar je nekako sadje sezonsko, ali pa kakšno jagodičevje, recimo, je tudi lahko. Sam sadje ima dostikrat preveč fruktoze, pa tudi sladkorja in malo tudi lahko moti hormone. Tako da ga je vedno potrebno jesti ali s kakšnimi semeni zraven, maščobami in s proteini. Tako da, sej, lahko bi si tudi skutko, evo, tisti, ki me radi kruh pa marmelado, si lahko tudi takole, evo, sem jaz tlele prinesla kozjo albuminsko skuto, ki ima malo lažje prebavljiva, pa si gor date kakšno domačo marmeladico, evo, tole je domača marmeladica, ali pa kakšno iz borovnic ali kaj takega, pa si pol potresete gor semena. Semena je treba prej namakati, ne? Lahko jih namaka, lahko tudi tako, lahko jih zmeljete, lahko cela, čisto po želji. Lanena je fajn, da se meljajo, če bi dali lanena, je fajn, da se zmeljajo in potem malo kakšnega oljčka, lahko je konopljino, evo, ali pa takole malo za okus dodamo in je tole lahko zelo
tudi luštna zadeva. Lahko si tudi takole v lončku naredimo. Tudi v lončku? Ja, da si damo takole v tegelček. Jaz sem tole varianto zdaj dala v tegelček, da imamo za sabo. Wow, kamera, tole moraš videti. Tole moraš videti, kamera morate videti vi, kako čudovito zgleda. To je albuminska, v bistvu sirotkina skuta. To je malo manj kazeina, tako da je malo lažje prebavljiva, da ni toliko alergena. Recepte, 10 teh tvojih receptov? Ali pa z zelenjavco takole, z redkvicami pa z korenčkom, tudi taka zelo luštna, fina malica ali pa kot... In lepo degustirana. Kje lahko ljudje dobijo te tvoje recepte, 10 zajtrkov? Na moji spletni strani. Jaz sem to pripravila, ker me vedno vprašajo, kako pa ne jem, če ni kruha pa glutena, mislim, če ni glutena pa mleka, pa se da. Tako da jaz sem tudi imela na začetku probleme, ampak je kar dobro, da telo malo razbremenimo. Ker te zajtrki, ki smo jih prej, ogljički, pa kosmiči, pa to, kaj delajo? Ne samo, da imunski sistem obremenjujejo, ampak tudi povzročajo vnetja. Pomeni, da imate več bolečin, križ, pa razne kosti, pa sklepi, povzročajo to. Zato, ker gluten pač sproža nastanek prepustnega črevesja in potem se to nadaljuje v vsa ta vnetja. Lahko ima glavobole, tako da hrana, ta gluten, kazein, te alergeni niso to, da imamo mi zdaj neke alergije, ampak so to neke zapoznele reakcije, ki obremenjujejo naš imunski sistem in povzročajo notranja vnetja. In tukaj je problem glutena, ne pač to neka alergija, pa trebuh boli, pa driske, pa to je še ta najmanjši problem. Bolj so te drugi znaki, pa mlečni izdelki, nos, pa sluz, pa vse to, tako da če imamo bolečine v križu, evo, jaz imam tudi 2 avtoimunske bolezni in ta spondilitis in zdaj to reumatoidni artritis in moram zelo paziti pri prehrani. Tako da dostikrat vas lahko v križu vseka, zato ker ste pojedli glutena pa teh alergenov in je preveč vnetja. Ampak se mi zdi, da nekateri ljudje danes še niso povezali tega, kakšno diagnozo dobijo, pa kaj jejo. Ker to je neposredna povezava. Ja, jaz pač učim, kaj je za določene, predvsem avtoimunske bolezni, pa tudi ostale, kakšna prehrana, kateri so tisti alergeni, odnosno katera živila so, na katere smo mi največkrat intolerantni. In ta intoleranca so neke zapoznele alergije, ki obremenjujejo imunski sistem. In tisti, ki imamo genetiko za avtoimunska obolenja, bodisi da so to na črevesju, na pankreasu, na koži, na črevesju, sigurno ne moramo vsega jesti. Ali pa jemo, pa imamo pol probleme. To pomeni, da jaz bom pa imela zvite prste, če bom to jedla, zdaj sem pa pač na ta način ustavila, da tega nimam in bom to malo predstavlja vse to napredovanje bolezni. Tudi moja mama ima zvite, krive prste, ravno zaradi reumatoidnega artritisa in ko sem sama raziskovala vse te stvari, mi je bilo tako jasno, mleko ven, določene stvari ven in mi je uspelo, da dodamo takole omega-3, damo kurkumo, sem tle noter tudi dala z poprčkom. Vse take protivnetne, veliko vitaminov, mineralov, vlaknin, fitohranil, to moramo jesti. Ne pa rogličke, pa se kava ni nič narobe, kava nas čisti, pol gremo pa naprej čez 1 uro, 2. Skratka, zeleno. Naš obrok. Zeleno, a ne? Ja, čim bolj pestro, barvito, maščobe, vlaknine pač iz zelenjave, potem zdrave maščobe, zdaj je to olivno, konopljino olje, lahko je tudi kokosovo, ghee, recimo to. In potem proteini, lahko so živalski, lahko so rastlinski. Odlično. To je za zajtrk. Najlepša hvala in evo, če bi vam postregla vsako jutro v posteljo takšen zajtrk, bi ga pojedli, no, kar sami si ga pripravite. Vaše telo vam bo hvaležno, kajti v nasprotnem primeru, pa vas nočem strašiti, telo vedno izstavi račun. Posebej tisti ljudje, ki imajo veliko stresa, ki morajo ohranjati nivo koncentracije, dlje časa, to pozornost, ta fokus, za njih je guarana res odlična izbira.